zajtrk, za razstrupljanje, za več energije, za dobro počutje, proti celulitu, v glavnem in lahko tudi za hujšanje, če želite. V glavnem, kaj bomo sestavili? Tukaj imam že namočena čija semena, tako da koliko jih je mogoče žlica 2. To je osnova. No, tako da to je ta prva zadeva. Potem pa noter dodajam zelenjavo, ki jo imam na vrtu. In zdaj imam tukaj koromač, tako da sama sem ga posijala in je zdaj že takle. In v glavnem kar vse s korenino dam noter. In potem pa poleg redkvice, takole, ravno tako sta z vrta. Potem pa malo kumare, kumara ravno tako, gledajte, vse to, kar dajem noter, ima ogromno kalija. Kalij je pa potreben za razstrupljanje telesa in za tiste, ki ste otekli, bi dejansko mogli iskati zelišča, hrano, ki vsebuje kalij. Kumara, direktno za razstrupljanje, za odvajanje vode iz telesa, pol kumare bo zadost. Potem pa tukaj imam že namočene mandle, tako da dam eno pest namočenih mandlov noter. Potem imam pa, to je z vrta, peteršilj. Tako načeloma, ko dajem v smuti, dam kar pest tega peteršilja, nič ne šparam s peteršiljem. Zdaj pa ključno pri takem zelenjavnem smutiju je, da vzamem sol, ščepec soli. In dejansko jaz vedno uporabljam zjutraj pol vrečke šejka. Zdaj zakaj? Zato, ker so beljakovine notri, ker če bi vi pripravili samo takle smuti, je premalo. Morate dati se noter 2 žlici skute, da bi to šlo skozi. Jaz dam mečkan šejka, zaradi tega, ker mi izboljša okus in ima vseh 22 aminokislin, tako da kje dobite to, lahko pri meni na spletni strani, Neolife Shake. No in tukaj imam še avokado. Pri avokadu pa ne pretiravati, ne celega avokada na dan, pol avokada je zadost, ker vsebuje tudi avokado dobre maščobe. Jaz vidim pri sebi, če pretiravam z avokadom, se zredim. No takole. In to je zdaj pripravljena mešanca za smuti. Takole in klopimo. No takole, zdaj smo pripravili smuti in v glavnem to je pri meni zajtrk. Ja, res je ogromna količina, glejte, ampak načeloma jaz to popijem kar vse. Tako da vidimo. Užitanje. Redkvica ima precej močan okus. Ko pa dam zraven koromač, se pa popolnoma izniči okus. Tudi mandlji izničijo okus redkvice. Zdaj pa zakaj je redkvica tako pomembna? Redkvica spada v skupino živil, ki so križnice. Sem spada tudi brokoli, cvetača, zelje, repa in vsebujejo pa snovi, ki razstrupljajo na celični bazi, celo na celičnem jedru. Tak zajtrk bi bil primeren tudi za tiste ljudi, ki vam je padel imunski sistem, za vse tiste, ki imate mogoče diagnozo rak, ker glejte, noter ni nič takega, kar ne smete uživati. In sploh, če gledamo koromač, je tako kot ena metalca po našemu telesu. Redkvica deluje tudi na spolne organe, ker sama vsebina redkvice spominja kot na jajčnike, na žleze v maternici oziroma maternico, na prsa. Tako da je direktno za mehka tkiva, za čistiti mehka tkiva. Zdaj, če gledamo mandlji, o tem sem res že velikokrat govorila, mandlji imajo odlično kombinacijo magnezija, kalcija, kar je potrebno točno ta kombinacija za razstrupljanje na celični bazi. Avokado je pa poln E-vitamina. No in ker sem rekla, da bom zdaj nekaj videov posnela v smeri razstrupljanja, pomlajevanja, dejstvo je, da telo, ki je zastrupljeno, ne more proizvajati, se ne more obnavljati. Vso energijo porablja za to, da spravlja strupene načine iz telesa oziroma jih pač nekje skladišči. V nasprotnem primeru, pa to je zdaj za fizični del našega telesa, pač poskrbimo z dobro hrano, vnesemo dobre hranilne snovi v telo
in pomislite, kje pa tukaj kaj taga, ne? Ker smo navajeni na mogoče kakšne marmoladke in tako naprej. Tukaj ta zelenavni smuti je direktno za razstrupljanje, ker ljudje, ki imajo preveč strupov v telesu, lahko že sadje, pa lejte, sadje je sam po sebi res pametno ga uživati, ampak ne pretiravati. Zelenjava je močnejša z minerali, zelenjava ima več vseb, zelenjava je močnejša z vlakninami. Vlaknine so pa potrebne, da počistijo noter po našem črevesju, ker lejte, temelj našega zdravja je črevesje. In bolj, ko imamo zapacano to cev, računajte, da črevesje je 12 metrov dolga cev, bolj je zastrupljeno naše telo. In no, zdaj pa pri čija semenih. Čija semena pa vsebujejo voditopne vlaknine, ki pomagajo pri tem, da poberejo dejansko vse strupe ven iz našega telesa. Tako da boste videli, ko boste začeli uporabljati take zajtrke, se boste res dobro počutili, siti ste, ne mislili, da boste lačni čez pol ure, dobro se počutite in spodbudite razstrupljanje. No, zdaj pa kar vam bi rada še tukaj povedala pri hrani, pri razstrupljanju. Se pravi, začeli smo dan z vodo, to je začetek. Naredili smo tibetanske vaje, poskrbeli smo zdaj za to, da nahranimo telo. Naslednja stvar pa je, ker dopoldne poteka razstrupljanje, je potrebno, da tudi dopoldne odvajamo blato. In kaj narediti pri vseh tistih, ki enostavno telo noče sodelovati, enostavno zabetonirana prebava. Poskusite par dni piti takele smutije, sploh tisti, ki imate popolnoma zabetonirano prebavo, dejte ven kruh. To je ta prva zadeva, testenine, ogljikove hidrate. Vsa hrana, ki je nad 35 glikemičnega indeksa, jo črtajte in dejte nekaj dni, na 2,5 uri piti takele zelenavne smutije. In boste videli, vaše telo se bo razstruplo. Zdaj pa še eno stvar, a lahko to date v hladilnik? Vsekakor. Lahko si pripravite večjo količino, potem si pa date v kozarec, date v hladilnik, lahko nesete s sabo v službo in boste videli, kako se bo samo razstrupljanje začelo. Naslednja stvar, kar pa pomaga pri sami prebavi, pa da grejo strupi ven iz telesa, ko vse to naredite, kar sem do zdaj povedala, si pa skuhate skodelico kave in jo popijete brez sladkorja in brez mleka, se pravi grenka kava. Kava je čistilec v našem telesu, deluje na prav tako rdečo prano, deluje na prvo in drugo čakro na čiščenje. In zdaj kava, popijete skodelico kave, boste videli, prebava bo se delovala. Druga zadeva pa še, če imate pa občutek, da imate veliko energijskih napadov, da so ljudje mogoče škodoželjni do vas, ker je to del pomlajevanja in sigurno na tem energijskem nivoju. Lejte, kaj naredite, vzamete kavo, lahko kar eno takole količino, si napravite kopel, banjo in noter stresete kavo in se dobesedno skopate v kavi. In kava in sol oboje čisti naše energijsko polje in pomaga pri tem, da tudi te entitete okrog nas odidejo. No, tako da, mogoče zdaj ravno pri tem pri entitetah želim vam pokazati, ker imam ravno tukaj vse tisto, kar jaz delam, sveti les čisti energijsko polje okrog nas, potem imam tukaj žajbelj, tako da a veste, da lahko zdaj vse to dobite tudi pri meni. Nisem še dala na spletno stran, ampak če bi kdo želel imeti žajbelj, če bi kdo želel imeti sveti les, sporočilo mi napišite in vam jih pošljem. Jaz s tem kadim, ker, lejte, res je, kakor štrliš mečka ni spleteča, ti mogoče kdo pošilja slabo energijo, predvsem pa to, da nekateri odnosi, a veste, najbolj intimni, so povezani tudi s tem, da imaš za narediti nek korak naprej. In če vi občutite, da vas nekaj zadržuje na tem energijskem nivoju, dajte začeti delati v tej smeri, da prekadite vaš dom, da blagoslovite vaš dom z blagoslovljeno vodo in predvsem, ker vaše telo je svetišče, ni smetišče in vaš dom je svetišče,
ni smetišče, zato pospravite vaš dom, vse navlake, vseh daril, ki so jih prinesli ljudje, ki vas imajo kao radi, ker vse to vleče nase neko energijo. In bolj kot boste vi uživali v svojem pospravljenem domu, čistem domu, in bolj kot boste vi uživali v vašem pretočnem telesu, večji bo pretok energije, bolj se boste počutili in bolj boste mladostni. Naslednji video, ki ga bom pa posnela, je pa o tem, kako si pripraviti olja za vašo kožo, ker to je tudi del pomlajevanja. Tako da delajte na tem, da se boste sestavili. In pri naslednjem videu bom pa govorila tudi o vitaminih, ki jih pa mogoče pametno uživati na celični bazi, da dodate tisto, kar rabi vaše telo za vašo kožo. No, tako da se vidimo v naslednji video.